Dragi verniki, morda poznate anekdoto o delavcih, ki so prišli k spovedi. Prvi med njimi vstopi v spovednico in reče spovedniku: nikogar nisem ubil, vse ostalo pa mi lahko pripišete. Duhovnik ni bil zadovoljen s to spovedjo, zato mu je rekel, naj gre ven, malo bolje premisli in nato pride nazaj. Moški, ko je prišel ven, rekel svojim kolegom: fantje danes sprejemajo samo morilce. Ja, to je primer napačnega pristopa k sakramentu spovedi, ko ni dobra priprava, izpraševanje vesti in se potem pride tako površno. A to nas opominja, da se moramo spomniti, kaj pravzaprav pomeni ta sakrament in kako moramo k njemu pristopiti. Kristus ni ustanovil sakrament pokore le za splošne ali površne spovedi grehov, kot je to storil ta človek, ampak mora biti spoved konkretna in natančna, dolžni smo točno navesti grehe, ki smo jih storili po vrsti in število. Če gre za težko materijo ali vsebino, moramo te grehe strogo vedno spovedati, pa tudi manjše ali lažje grehe. Splošno zavedanje o grešnosti je seveda potrebno, nujno, vendar ni dovolj. Poglejmo farizeja iz Evangelija, ki se hvali, da je boljši od cestninarja, ker se posti in moli. Ta zavest tu ne obstaja, misli, da je pravičen, se celo hvali pred Bogom, da je boljši od drugih in ne spoznava svojih grehov, katere gotovo ima. Kateri so naši grehi, pa bomo spoznali s temeljitim in natančnim spraševanjem vesti. A včasih se zgodi, da človek, čeprav je opravil izpraševanje vesti, misli, da praktično nima grehov in nato ugotovi samo eno ali dve nepomembni stvari. To bi lahko bilo res za svetnike, ki so živeli na tem svetu, vendar mi sami nismo svetniki. Sveti apostol Janez nam v svojem prvem pismu pravi: če pravimo, da nimamo grehov, sami sebe varamo in v nas ni resnice. Seveda se moramo varovati in boriti proti grehom, vendar je človekova narav šibka, ranjena zaradi izvirnega greha, zato je moralno težko, praktično nemogoče ostati brez greha. Lahko in moramo se izogibati vsakemu težkemu smrtnemu grehu, kar je seveda mogoče in nujno, čeprav nam to ne bo uspelo, če se bomo zanašali samo na človeške moči, zato potrebujemo Božjo milost, ki jo bomo izprosili z molitvijo, pogostim in vodonosnim prejemanjem sakramentov. Toda, kot nam pojasnjuje sveti Tomaž Akvinski v svoji teološki sumi, je praktično nemogoče, da bi človek bil svoboden od vseh lažjih grehov. Poznamo ljudsko pregovorni rek, da tudi svetnik 7-krat na dan greši. Zato ne smemo misliti, da smo boljši od tega. Če bomo pravilno izpraševali svojo vest, bomo spoznali svoje napake. Osnovno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, ali vedno zvesto in natančno izpolnjujem Božjo voljo, ali delam v neki meri tisto, kar predstavlja bolj moje osebno zadovoljstvo, in delam stvari, ki so bolj v skladu s mojimi zemeljskimi interesi, namesto tega, kar Bog od mene dejansko zahteva. O tem se moramo izpraševati, ali si vzamemo dovolj časa za molitev, ali se trudimo v trenutkih, ko nekaj počnemo, prebuditi nadnaravni namen, s katerim želimo Bogu darovati, predstaviti svoje dela. To lahko počnemo s mučnimi, kratkimi molitvami. Moramo se izpraševati, ali žrtvujemo, kar je
kar lahko za Boga. Nazadnje, katere so moje opustitve? Ja, morda se ne spomnimo, da smo storili kaj hudega, vem, da smo zagotovo zamudili priložnost narediti nekaj več, kar bi lahko in bi morali narediti za Boga. Resnično, čim bolj bomo gledali sebe v Božji luči, tem bolj bomo videli svoje nepopolnosti in bomo lahko videli, kako daleč smo od idealov, v katerem nas Bog kliče. Kot takrat, ko gledamo okno, čim bolj je osvetljeno, tem jasneje so vidni madeži, tako tudi te naše duše, ko jih postavimo pred Božjo svetost, ki nam bo pokazala, da se manjka v našem krščanskem življenju, kje so naši grehi in opustitve. Tako moramo izpraševati svojo vest v skladu s Božjimi zapovedmi, njegovo voljo. To izpraševanje in razkritje grehov pa mora biti realno, brez pretiravanja. Škof Utomšin pravi, da se v nekaterih spovedih duhovnik počuti, kot da ga kdo hoče kamenjati do smrti s kokicami. Če je ta anekdota tako znana, je omenil posebno skupino ljudi, ki zdaj ne bom navajal. In tukaj, po mom razumevanju gre za situacije, ko se začnejo zgodbe, ki ne spadajo k spovedi, nekaj podobnega, kar je govoril farizej v evangeliju, ko se začne nepotrebno opisovanje situacij, osebnih mišljenj, morda tem, ki niso v povezavi s vsebino spovedem. Naprimer, razpravljanje o današnjem svetu, aktualnih dogodkov ali, kar je najhuje, obtoževanje drugih. Takšne zgodbe in pogovori ne spadajo k spovedi. Običajno pa postane hitro naporno, tako da se duhovnik resnično počuti, kot da ga nekdo želi kamenjati s kokicami. Kristus ni ustanovil tega sakramenta, da bi pri njem samo odpustil grehe. K temu moramo pristopiti z jasnostjo, strnjenostjo in natančnostjo, ko razkrivamo svoje grehe. Seveda se včasih lahko vpraša in je dobro vprašati za nasvet, če nam kaj ni jasno ali nismo prepričani, kako ukrepati v določeni situaciji, kaj narediti, ali pa včasih dati pojasnilo glede določene stvari, ki izpovedujemo zaradi važnih okoliščin. Pri tem pa moramo biti strnjeni in tako, da pristopimo k tem sakramentu, ko je zares primerno. To je izraz ponižnosti, ki jo opazimo v stavku Ceninarja z tega evangeljskega odlomka. In želimo, da bi na ta način izpraševanje vesti resnično očistilo naše srce od vsega, kar ni Bogu prijetno, da bi živeli njegovo Božje življenje. Rad bi tu upozoril na pojave, ki jih včasih srečujemo v naših kapelah ali splošno v cerkvi, nekatere nepravilnosti ali anomalije v vedenju, ki so povezane s versko prakso. Sem spada pomanjkanje spoštovanja in neprimerno obnašanje v sami cerkvi, to je v kapeli. Zlasti, če je najsvetejše v tabernakulju, v nekaterih kapelah je, naprimer v Mariboru, je najsvetejše v tabernakulju, v Sloveniku, konkretno navedbo trenutno ni. Tu je nepotrebno klepetanje ali šepetanje, kot da nismo v cerkvi, ampak nekje zunaj, na kavi, kjer se lahko pogovarjamo, da malo tiše, to ni primerno v cerkvi. Seveda pa se ne smemo izogniti upozorilom in pomoči, če kdo kaj ne vidi ali pa ne ve. Primer, na kateri strani so močna besedila v misalu, vseeno pa klepetanje nima mesta v kapeli.
Podobno velja za druge nepotrebne stvari, ki niso primerne in motijo, naprimer postopanje po kapeli ali obisk WC-ja. Seveda je to drugače s majhnimi otroki, ki se še ne morejo nadzorovati. Vendar je nekaj drugega pri malo večjih otrocih ali odraslih. Prav tako starši ne trebajo voditi večjih otrok, ki niso za obhajilo, naprej na obhajilno mizo, da ne pride do nepotrebne gneče in da ne učimo otrok, kot da obstaja nekakšen paralelni obred ob svetem obhajilu, a seveda pa je z otroki, ki nosijo v naročju drugače, če sami ne morejo sedeti, vendar če otrok že hodi v vrtec ali v šolo, potem pa ni treba, da pride naprej s starši. Za mnoge izmed vas to verjetno ne velja, vendar je koristno kdaj opozoriti na to. Ena grda navada ali običaj je prihajanje zadnji trenutek ali celo zamujanje na sveto mašo. Seveda cerkva strogo ne predpisuje, da koliko prej bi trebalo priti, od nas zahteva le, da sodelujemo pri obredu svete maše, vendar je dobro in pohvalno priti prej, naprimer, da pridemo na rožni venec, če se moli pred sveto mašo, vsekakor. Pa da se pripravimo na sveto mašo z molitvijo. Ni prav, da zamujamo, in to je potem tudi mali greh, če smo po svoji krivdi zamudili na sveto mašo. Eden od naših duhovnikov rad reče, da ima asperges eksorcistični učinek, saj odžene vse zle duhove, ki prepričujejo ljudem, da bi stopili v cerkev. Saj običajno takrat nekateri pridejo. Potem pa, ko se predstavljalo uro naprej, to nedeljo prej je naš pater rekel, da bodo nekateri prihodnjo nedeljo bolj, da pridejo po starem času, tako bodo vsaj pravočasno prišli. Prav tako je po sveti maši dobro ostati že, da se zahvalimo Bogu, da ostanemo v molitvi. Še posebej, če smo prijeli sveto abhajilo, ni prav, da takoj odidemo. Sveti Filip Neri se je nekoč pošalil in poslal ministrante s svečami in zvoncem za eno gospo, ki je takoj odšla iz cerkve po maši, vedno šla takoj po sveti maši, da bi tako osvetlil, kako velik dar je prejela živega Jezusa. Običajno imamo potem čas za različne druge stvari, ni problem, da bi sedeli na kavi 1 ali 2 uri. Zakaj bi potem bil problem, da pridemo malo prej in ostanemo v molitvi? To se odraža naše spoštovanje do Boga in hvaležnost, ki jo dolgujemo za največji dar živega Jezusa, ki ga srečujemo in lahko prejmemo pri sveti maši. Prav tako pa obstaja še en običaj, ki ni pravilen, čeprav je v preteklosti veljal za dober in normalen, zato moramo ločiti, kaj je resnično izročilo cerkve, kaj je cerkev sprejela in odobrila, ter kaj so človeški običaji, ki so nastali in so včasih lahko koristni, včasih pa ne. To je prepričanje, da se sveto obhajilo lahko ali da se mora prijeti samo neposredno po spovedi in da ga potem ni več mogoče ali nujno prijeti, čeprav nismo storili nobenega hujšega greha. Sveti Pide Sveti je prav delal na tem, da bi popravil to napačno prepričanje in spodbujal pogosto in redno sveto obhajilo, za kar so seveda določeni pogoji, da smo v Božji milosti. Še danes se včasih srečamo s tem prepričanjem, predvsem med starejšimi, včasih pa tudi pred mlajšimi generacijami.
En duhovnik mi je povedal, kako je želel svojemu detku razložiti, da to ni pravi pristop, vendar je na koncu odnehal, ker je v teh letih težko popraviti nekatere razvade. Včasih je to povezano s skrupuli, ki lahko predstavljajo resen problem na poti človekovega duhovnega napredka. To je vrsta skušnjave z lažnimi obtožbami vesti, ki se človeku lahko zdijo resnične. To so lažni razlogi, zaradi katerih se človek nepotrebno bremeni. Gre za skušnjavo, da človek pretirava z grehi in ne more pravilno presoditi samega sebe, svojih dejanj. Zato nekaj, kar je majhen greh ali slabost, smatra za nekaj hudega, zaradi česar ne more pristopiti k sakramentom in se zaplete v lažne in nesmiselne obtožbe vesti. Zdravilo za to je ponižno sprejeti sodbo spovednika in pobožnost do srca Jezusovega, kjer bomo spoznali pravi pomen Božjega usmiljenja, da premagamo vsak duhovni nemir, notranjo zaskrbljenost ali lažne skrbi, s katerimi nam hudič želi vzeti mir. Spoznanje in izkušnja Božje ljubezni, svetega srca Jezusovega, nam bo omogoča, da spoznamo sami sebe tako, kako nas Bog vidi, da se osvobodimo vsakršne lažne krivde ali strahu, ki nas morda oddaljujeta od svetih sakramentov. Obstaja pa tudi nasprotna zmota, ki je prav tako težka ali včasih celo hujša, in sicer, da nekdo nima tankočutne vesti in vedno pristopi k svetemu obhajilu, ne glede na to, v kakšnem stanju je. Zato se moramo, kot pravi sveti Pavel, najprej izprašati in videti, ali smo vredni, ali imamo pravi predpogoj. Zato pa, če je nekdo huje grešil ali ima vsaj resne dvome o tem, mora prej opraviti spoved. Ni dovolj, da se samo pokasamo v srcu in gremo k svetemu obhajilu, ampak moramo obvezno k spovedi. Če pa nismo sposobni opraviti, ni možno, da opravimo spoved, potem ne smemo prejeti obhajila. To moramo ponoviti, ker se zelo lahko vplete ta zmota v današnjem času, v katerem živimo. Želimo se, dragi verniki, pripraviti, da očistimo naša srca vsakršne umazanje greha in da to postane nov začetek ali korak naprej v našem življenju, kjer se bomo trudili premagati naša grešna nagnjenja.